današnji tiskovni konferenci ob 3. obletnici sedanje vlade vam bo minister magister Radovan Žerjav predstavil pa rezultate dela prometnega sektorja v letošnjem letu in napovedal glavne načrte ministrstva za prihodnje leto. Seveda, spoštovani novinarji, lep pozdrav tudi vam. Moram reči seveda, da je težko ocenjevati delo ministrstva, glede na to, da sem pravzaprav dobra 2 meseca minister. Lahko pa rečem iz seveda izvornega kota teh 2 mesecev, da je bilo delo ministrstva v letu 2007 dobro, za kar bi se seveda vsem sodelavcem najlepše zahvalil. V okviru normativnega dela programa vlade za letošnje leto je Ministrstvo za promet pripravilo 25 predpisov, od tega 5 predpisov državnega zbora, 4 zakone in en letni plan, 5 predpisov vlade in 15 predpisov ministra. Izpostaviti velja sprejem novele zakona o železniškem prometu in zakona o varnosti v železniškem prometu, s čimer smo v pravni red Republike Slovenije implementirali direktive Evropske unije iz tako imenovanega drugega železniškega paketa. Izpostavil bi sprejem resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011, pri čemer smo v celoti upoštevali tako belo knjigo Evropska prometna politika do 2010, kot tudi Evropski akcijski program, ki poudarja, da se število smrtnih žrtev na cestah do leta 2010 zmanjša za polovico. Izpostavil bi tudi sprejem noveliranega akcijskega načrta za uvedbo novega cestninskega sistema, ki predvideva, kot veste, dvofazen prehod na zaprt elektronski cestninski sistem. V sodelovanju z Ministrstvom za finance kot ciljnim ministrstvom smo pripravili zakon o davku na tonažo. Uporabljati se bo začel z dnem, ko bo Evropska komisija odobrila shemo državne pomoči po tem zakonu. Na pobudo Ministrstva za promet je bila sprejeta posebna davčna osnova za pomorščake. Na področju razvoja cestne infrastrukture se pospešeno izvaja nacionalni avtocestni program, ki bo razen na odseku mimo Trebnjega v celoti realiziran do konca prihodnjega leta. Večjo pozornost kot kdajkoli doslej smo posvetili tudi razvoju in obnavljanju glavnih in regionalnih cest. V proračunu za leto 2007 je več kot 100 novih projektov. Minister za promet pa je v tem mandatu dal že 16 pobud za pripravo državnih lokacijskih načrtov za gradnje na glavnih in regionalnih cestah. Na področju javne železniške infrastrukture teče posodobitev obstoječih enotirnih prog Divača-Koper in Pragersko-Ormož ter njihovih signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, s čimer bo zagotovljena tehnična poenotenost ter večja varnost in pretočnost železniškega prometa. Na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani je bil odprt nov terminal, ki je posodobil letališče in zagotovil izpolnjevanje šengenskih pogojev. Podaljšuje se tudi vozna steza, s čimer bo povečana zmogljivost letališča. In ne nazadnje, medresorska koordinacijska delovna skupina za reševanje aktualne problematike avtoprevoznikov je svojo aktivnostjo in koordinacijo med vsemi državnimi organi na eni in prevozniki na drugi strani odpravila marsikatero težavo, s katero so se v preteklosti srečevali avtoprevozniki. Pogled naprej. V letu 2008 načrtujemo povečanje proračunskih sredstev za področje prometa za dobrih 26% oziroma na 678,7 milijona evrov. Pretežni del načrtovanih sredstev je namenjen investicijskim ukrepom za izboljšanje prometne infrastrukture. Še zlasti v novem programskem obdobju 2007-2013 načrtujemo povečano vlaganje v železnice.
Za investicije na področju železnic bomo tako v letu 2008 namenili 184,4 milijona evrov, oziroma kar za 85% več sredstev kot v letošnjem letu. Hkrati se povečujejo tudi sredstva za vzdrževanje in posodabljanje državnega cestnega omrežja. Za ta namen je v predlogu sprememb proračuna za leto 2008 predvidenih 250,3 milijona evrov oziroma 16% več kot v letošnjem letu. Kaj še načrtujemo? Največjo pozornost bomo seveda posvečali varnosti v cestnem prometu in implementaciji obdobnega programa zagotavljanja varnosti cestnega prometa v letih 2008 in 2009, ki je pravzaprav že pripravljen, seveda pa je v tem programu, torej so obveznosti vseh ministrstev, ne samo našega. V letu 2008 se bo delo na razvoju avtocestnega omrežja nadaljevalo. Izjemno pospešeno, saj v prihodnjem letu predviden doslej največji obseg gradenj doslej. Predvidoma bo do konca leta 2008 zaključeno delo na skupno 94,1 km avtocest. Z drugimi besedami, to pomeni, da bo do konca 2008, tako kot sem že povedal, celoti dokončan 5. koridor, 10. koridor pa v letu 2009, seveda zaradi že omenjene izjeme odseka mimo Trebnjega. V skladu z resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 se bodo v letu 2008 pospešeno odvijale aktivnosti na področju izgradnje nove cestne povezave na 3. razvojni osi skozi Koroško in Savinjsko regijo ter posodobitve cestnih povezav na 4. in 3A razvojni osi. Trend razvoja glavnih in regionalnih cest se bo nadaljeval tudi v letu 2008, saj je za ta namen v predlogu rebalansa proračuna za prihodnje leto predvidenih še za 12% več sredstev kot v letošnjem.